koga je? Dej, da ga umakne. Zdravo. Ne, Vlado. A ti? Iz komunale ne pripeljejo 5 krampov, ne vem, lopat. Ni. Obrenović. Bravo. Ko gre? V redu. Ja, ti dir? Ja, jutro. Ne, mislim, da vklop. Isto. V redu? Dobro, mi se da popredlesiš. Pomagaš to, ne? Kako pomaga? Ne, to dozvoljeno. Se vidi majk. Dobro, ja. Mamma mia, je živali vrtno spremljeni. Što je za ventilce, ne, moram. So organizirali pa je. Coming through. Jamal, what's that? So, yeah.
postopite zjadne da se dodjelate. Lepo lica, odlično, hvala. Zdravo. Zdravo. O, delate zopet. Je u redu, ne? Pardon. Moramo odpreti. Samo nekaj makne, kaj je to v sveti, jaz ti je prneci. Ja. Zdravo, zdravo. Jura? Mi smo bili na pauzi. Na pauzi, okej. Mi nismo še. Ne. Ne moreš se slikati, da vidiš. Ne, to pa ni problem. Lahko po odzadej. Ja, lahko. Bobo. Jura.
Kaj v gasilski opremi? Ja pa kaj? Ne, Ti prinesem? lahko. Čakaj, grem iskat. Boš ti tudi nekaj? Lahko, hvala. Čižo, kaj to ti gre v poznaš tega levega? Ti poznam, kaj to ti gre v... Stari ne levega, tega ti je. Kaj to ti gre v... Čau, mojca. Ej. Ja, kje si ti? Tukaj notri, ono. Aha, gremo polet. Povej. Ja. Što je ocenjeno? Što je ocenjeno?
Tukaj smo mi podpisovali, sta dva štelca, na eden je očitno zelo. Kaj je kaj drugi? Ni ga bilo, si ga remontirali nazaj, ki smo koli Ne, našega sem... Krajčič ni, da se počeval in potem smo s tem štelci. Ker jaz sem več pogledal, kateri je naš, pa sem ljubil Se moramo makniti často. Ja, delovno. Sabina, ja, ne vem, njega pa ne najdem. Hvala. Mi od danes, to ni večer, tam se že nekaj časa. Potem je kaj mora, eno 30 stavno več, da smo to naredili čez dan. Ja, dobro. Čekaj, župana. Hvala Bogu.
Uno... To są dobre czepki. Masz mucę, ci dobiera mucę. Ne, samo sprednjo.
Imamo prvega služa kao David je dao družine, mogu to vidjeti. Zdaj je lahko. Lahko. Lahko tako, pol še gremo čas. Tako, ja. Bomo proti čas pozivamo. Sem kaj, ne 10 minut, po 15, pa pol izjavimo. Ok, gremo, ajde. Ja. Gremo, ja. Sve rudo njega podaš, ne gori. Dobro. Ja. Ja. I njemu daje priliku da te izđu. Ne, on to škoda. Ja ti igram jasno kasno, ne žeram. Kažeš nas, gledaj. Ćao, čao. Gdje se... Mazite se pan na teško. Oho, dalje.
Lipica sistema. Facciamo 2 grammi lipica. Bože lipica. Hej, Dunaj. Ciao. Je v redu, a? Kaj nam manjka? Se je znalo. Čisti. To zametišče res ne bo nikoli več smetišče. Ja. Ne bo zametišče, res zametišče. Urejeno, najmanj. To je to. Samo da damo, to vam rekao. Marina, ti imaš za snema? Ja, imam diktafon.
Kaj se bomo izvršili? Lahko ti tudi čez diktofonom, da kaj bomo, da tako imamo. Ne, v redu, če video. Potem tebe bo snema. Samo sonce, Lichtenberg, Sportvideo. Če je društvo. Sladkar. To je karantena. Karantena bo tukaj. Ja. Da je loč... Karantena tisti hudi, ki ima težke probleme, recimo bolezni, tako je, nekaj časa. Tako, ker zato je tudi manjše to. Ko se pregledajo vsi, potem grejo naprej in tako. To bo fizično tudi nekako zaprto od ostalega dela, ne? Oni so imeli zdaj samo finto, neko ceradno. Več od tega približno. Bi moral biti. Sva bomo zrušili sceno? Ne. Mislim, to je ideja... Moram biti na dveh lokacijah, kralj enako. Strokovno, če ne bo takega števila psov, recimo, se to lahko naredi, ne? Na enostaven način. Nije nikoga. Samo. Da bo zrušiti še prej. Dejte snemo. Veš sem zaradne sneme. Jo, jaz sem... Vsi smo zmeli jutro. Jaka? Je lahko pogožam? Ne, že to zabo. Veš kaj, moram zdaj, dokaj še majhne. Boš.
Strokovno mnenje. Izkoristi zdaj. Ja. To je moj linč, ja? Din lady lahko božemo tudi. Ja. Ne vem jaz, veš, če ni bolj nevarna lady. A ti lepi ne more? A lepi ne more? Kje si moj glas, ha? Kje si lepi? Ha? Kje imaš lady? Lady prije potem. To je zdaj, zato to imamo tudi za tek na boks. Zdaj danes prevano. Tudi strok smo osvežili, to je bilo prej polno. Pačevine in vse. Voda da, vse. Spravili smo včeraj kanalizacijo, vse smo dali stran, greznice izpraznili in vse ostalo, kar je bilo treba. Dobro so čistili. Ne da sem imeli probleme z vsi, ampak sem imeli probleme z osebno higieno, sami sabo. Isto ko predse. Isto. Osebna higijena sami sabo. Ja. To za betoniranje na novo, tam ne bomo tukaj smo dali na novo. Tukaj smo vzeli korce, ja. Te korce so vzeli. To smo dali na novo. Čau, čau. In to so demontirali korce, vse streho. In potem so jih dali na sosednjo parcelo. Kar so kao njihove korci in so naredili škodo in dali tam, kam bodo korce. Kaj so pustili tu, korce? Ali so mesto proči? Sem mislil, da boš ti odskočil brez sreče. Kje si ti? Tu ste. Gašpor, ti bi 3-4 bokse imeli. Gašpor bi se razširil, ampak če 3-4. To je ne treseče. To smo dali, ja, tako da ne zašli. Prej je bil asfalt, ki je bil čisto čuden in smo ga dali na novo betonirati. Danes je betoniral, včeraj smo kupali. Zdaj je 48 ur in vse končano. Narejeno in bo jutri. Jutri mora biti, ta manjka. Jutri vse, dobro, jutri imamo čiščenje streke, popravljanje to, danes delajo to. Zdaj žleb čisto. Vse, žlebove, pranje, vse. Zjutraj strega do 11 se končano. Ono mrežo bo žal strano. Moje mnenje. Kje si malo? Špej se. Zdaj samo par mesecev, veš kakšen bo čez to leta. Ciao, moj se. Te mi zapustili kompetenca. Kaj gremo lahko zdaj izjave? Saj prijajni. Samo nekam, da si bolj kaj šutle. Sem videl ljudi od zada, ko delajo, ne? So kaj to skozi? Ne bi delal, bi se čohali. Kaj, David dobiva ta... Kaj se babi znašao, ne? Najbolj veselno. Edina. Ti nisi vidio tvoje? Ja, ne, žulja sem.
Kaj praviš? Kako si bil včeraj? Ko boš pomel, si šel? Ja, bom. Mora imeti koliste v zadnji, podpornike. Take lepe fante. Da bi vedela, da bom držala mikrofon, bi si nohte strihte. Ježiš modern. In dva, audio. Čau. Ste pripravljeni? Ja. Torej, župan, zdaj ste prišli na lokacijo, si ogledali, večina del je v bistvu že končanih. Kaj se vam zdi? Situacija je neprimerno boljša kot včeraj. Ko sem prišel, sem bil zaprepaden. Mislim, da si te živali niso niti slučajno zaslužili to, kar so imele in da so živeli v takem stanju. Res je, držali, mislim, ko sem prišel na licu mesta, sem videl jasno, da sem imel pravo sliko. V zadnjem času po seveda te odločbi inšpekcije in ta parola zavetišče ni smetišče bo tudi zelo kratko, se pravi jutri realizirano dokončno, kajti to je bilo enostavno smetišče. Ni izgledalo nič drugega kot samo smetišče, že danes izgleda zavetišče, kaj šele jutri, ko bomo pač dokončali. Tako da jaz sem zelo zadovoljen in ponosen sem na vse, ki so v tako kratkem času pač prerodili so zadevo z veliko volje in vztrajnosti in sem prepričan, da smo tudi s tem dokazali, da zmoremo in da lahko naredimo marsikaj. Naredili smo v teh 12 letih in pol ogromno in seveda naredili bomo tudi to zgledno, tako kot spodobi. Meni je žal, da nismo že prej na tak način zagrabili to zadevo, ampak jaz sem res mislil, da imamo dobro zavetišče, tako da enostavno preslepili so tudi mene vseh teh letih. Žal, prepričan sem, da bo to zdaj delovanje neprimerno boljše, ne prepričan sem, dejstvo je, da bo neprimerno boljše, živali se bo tu počutile tako, kot se spodobi. Problem bo tem, da ne bojo hoteli iti kam drugam, da malo za smeh, ampak mislim, da to tisto, za kar smo namenili denar. Denar smo namenili zato, da se bodo te živali počutile dobro, ne pa da bodo te živali bile v koncentracijskem taborišču. Do zdaj so bile v koncentracijskem taborišču in sram je lahko društvo, ki je upravljalo s tem zavetiščem, sram je lahko Andrejko, sram je lahko Poljko Bošković, ki se je tako nizkotno vključila v to agonijo, da bi to društvo, Andrejka in njeni prijatelji tako in drugače na stroške občin živeli praktično brez dela oziroma z mutenjem, da povem tako, da bo razumelo širše občinstvo. Mislim, da je prav, da vsi razumejo, o čem govorim in prav, da se tako tudi izrazim. Mislim, globoko sem razočaran nad delovanjem tega društva, nad predsednico društva. Čudilo me je, kako to, da pač se niso pogodili z Gašperjem Mišičem, ki mi je ponudil še vedno delo in delovanje na tem območju, tudi službe. Govori se o 4 službah, to ni samo ena, pa tudi če ena, se v današnjem času absolutno to mislim, da se ne zavrže delovno mesto. In glede na to, da se imajo za tako mislim, take velike ljubitelje živali, mislim, da nikakor ne bi smeli dopustiti, če so imeli možnost, da ostanejo tukaj v stiku z živalmi, da bi pač odšli na tak način. Še posebej pa, kot sami veste, so odkrili na streho in enostavno ubogim živalim še tisto streho nad glavo, ki so jo imeli, tako kot so jo imeli, pač prikrajšali. Mislim, da to je absolutno nehumano dejanje in s tem so še bolj dokazali,
s kom smo imeli opravka. Tako da sem zelo vesel, da smo se rešili tega društva, zelo vesel, da smo rešili živali od živalovarstvenikov v tem primeru in da bo pač situacija naša močna neprimerno boljša. Bojim se, da živali niti slučajno ne bo toliko, kot je bilo prej, kajti mislim, da je bilo tako število teh živali, ki so potrebovali pomoč, pretirano. Mislim, vsaj tako moje mnenje, do danes, kajti od 19. že deluje naša služba, urgentna služba, in ker glede na to, da smo imeli do zdaj samo 2 urgentna primera, se bojim, da so bili tukaj psi lastniški, psi od ljubiteljev, psi od članov društva, tudi od reje in podobnih, in so imeli pač tukaj enostavno njihovo domovanje, ne pa zavetišče. Domovanje mislim teh članov društva z njihovimi osebnimi psi, pa mačkami, tako da mislim, da je neprimerno, mislim, da so izkoriščali javni denar in to se bo kmalu videlo, racionalizirali bomo poslovanje, ampak ne na ta način, da bojo prikrajšani živali, ampak na ta način, da bomo racionalizirali pri vseh ostalih izdatkih, ki mislim, da so bili absolutno pretirani. Glede na to, da imamo dopis od gospoda Starmana, znanega dreserja psov, mislim, da je široko znan in spoštovan v našem slovenskem prostoru, še posebej pa tle lokalnem, ki je izjavil, da hrana za vse te živali, za vse te pse, ki so tukaj domovali, ali pa naj bi domovali, če bi vse napolnili, na letni ravni bi stala 6.000 evrov. In če je temu res tako, potem je tukaj prišlo res do take zlorabe, da me je sram, da te ljudi poznam. Zdaj, sem to, glede te urejenosti zavetišča, slišati je bilo, da je bila, tako pravijo društvo, občina lastnica in da to je v bistvu vaša krivda, da je bilo v takšnem stanju, kot je bilo. To so povedali. Seveda, naša krivda je bila. To je recimo, kot da vi vzamete neprofitno stanovanje od nas, mi vam damo neprofitno stanovanje in potem vi kuhate, spite, mi vam pa hodimo čistiti za vami. Kaj se vam zdi to primerno? Naše stanovanje, neprofitno nemško stanovanje je svedno naše, občinsko. A se vam zdi to normalno? Ali za vami doma, ne vem, bo župan prišel za vami čistiti po vaši hiši in ne vem, vaše stranišče, mislim, to je neodgovorno, ste sami videli, v kakšni situaciji je bilo zavetišče, gnusno, sploh nimam besed, mislim, da so te ljudje sploh dovolili, da so oni osebno biti tukaj in da so, kaj šele, da so dopuščali, da so živali bili v taki situaciji, da niso počistili, da niso oprali, da niso, ne vem, dezinficirali. Jaz sploh ne morem razumeti, da bo toliko, ste videli, koliko bohe, kako to gnusno, kako to smrdelo. To se ni čisto nič. Pa se smo vse mi plačevali, vse. In čistila, in metle, in se ne vem, kaj nismo mi plačevali. Plus tega, donirali so ljudje, vključno z mano, z mojo družino, donirali smo vsako leto. Prirejali so koncerte z našo pomočjo, ker pač niso plačevali ničesar. Ravno tako s pomočjo raznih pevcev slovenske estrade, ki niso računali ničesar. Ravno tako medijev, radio in podobno, ki so jim delali reklame in niso računali ničesar. In potem taka sramota. Vi morate vedeti, da samo nas z našega naslova prišlo sem strani občin 120-150 tisoč evrov na letni ravni, brez investicij. Mi smo imeli to investicijo, kot sami rekli, smo naredili mi. Se pravi, investirali niso oni ničesar. To ni nič njihovo. Vsa investicija je bila naša. Spravi, eno investicija, pol je bilo naše vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, ki se je bilo lani 20.000 evrov, pardon, predlani 20.000 evrov, plus delovanje, plus kaj smo dali za delovanje. Zdaj vi pomislite, v kakšnem stanju je bilo in se vam zdi to normalno. Meni se to ne zdi normalno. Enostavno niso vzdrževani, niso čisti, niso prali. Kaj pa komentar jutrišnjega protestnega shoda? Jutrišnji protest je protest Polke Bošković, pač propadle lokalne političarke, ki je na zadnjih lokalnih volitvah za županjo grdo pogorela in pač gospodična zdaj, ker pač gospa je bila včasih, je pač užaljena in išče vsako bilko, kako bi se kakorkoli povzpela, enostavno posel gre zelo slabo, imela je hišne preiskave, ima take in drugačne probleme finančne, pa živi na zelo visoki nogi,
na njej ni nikoli oblečena, mislim, na njej ni nikoli manj kot 10 pa 20 tisoč evrov, tako da mislim, je težko na tak način živeti v današnjem času, še posebno s takim delom. Tako da dejstvo je, da pač gospa oziroma gospodična ima velike probleme, bila je v navezi z najboljšo prijateljico sodnico in tožilko, našteli so mi sodbo v imenu ljudstva teh treh, 3 leta zapora plus 2 leta prepovedi upravljanja županskega dela. Sami veste, na višjem sodišču seveda padlo in to v Kopru, torej vemo, kaj pomeni, kakšna sodba je bila. Naslednji teden, takoj zatem, ko me je njena najboljša prijateljica obsodila, sta šle na Maldive, na dopust, v najbolj razkošen hotel, 6 zvezdic, z najboljšo letalsko linijo, z Emiratsom, ker one se ne vozijo z drugo linijo, samo z Emiratsom, ker nič drugega za njih ni dovolj dobro kot Emirates in podobno. Jaz sem to vedel že prej, sem jasno povedal tudi medijem, ampak noben mi ni verjel, da se bo to res zgodilo. In res se to zgodilo. Jasno, da je bilo vse naštelano. In če en človek, kot je Poljka Bošković, si upa nekaj takega narediti s svojimi prijateljskimi sodnicami, kaj se ne bo upala boge živalovarstvenike obračati. Tudi obrnila je kar nekaj študentov na zadnjih lokalnih volitvah, obrnila je kar nekaj upokojencev in tako naprej. Tako da, gledajte, spoznali smo jo v tistem primeru, naprimer konkretno v mojem primeru je bila zaposlena njena sestra na občini in točno konkretno to zadevo, ki sem imel na sodišču, ker mi je sodila njena najboljša prijateljica, je vodila postopke, je peljala njena sestra, ne sestrična, sestra in na koncu sem bil kao obsojen jaz. To je tak smeh, da ne more več biti. Tako da mislim, da je s to Poljko Bošković res konec. Mislim, da je prav, da neha, je prav, da jo vzamejo to funkcijo, kajti notarska funkcija je resna zadeva in gledajte, to je parodija na našo državo. Poljka Bošković je parodija na našo državo, ta njen primer. In to treba razčistiti. Pri vseh teh preiskavah, sami veste, kakšne zadeve so se tam pri njej potrjevale. Dejstvo je, da je znano, da je prišlo do zlorab, ona pravi, da ni ona to zloraba, da so neke druge punce, ki pač delajo pri njej v pisarni. Dejstvo je, da se to v njeni pisarni dogajalo, to tudi ona sama priznala. In mediji nič. Mislim, da morajo mediji pač nekaj narediti, jasno povedati, kaj se je tam dogajalo, kaj se tam dogaja, kako se dela. Posojajo denar, ne vem, ljudem, ne vem, recimo x 100 tisoč evrov, naprimer, potem zahtevajo 300-500 tisoč evrov ali pa več in to z ljudmi, ki nimajo vratov in imajo take roke in podobno. Mislim, da je to. In to se odvrali pri notarki Poljke Bošković. Ne vem, kako to pelje. Mislim, da ne smemo to dovoliti. Samo še to, župani, 3 ste se tukaj zedinili, glede tega ne nazadnje ste vsi skupaj to podpisali. Oni so tudi spremljali najbrž to zadevo, ampak so se nekako umaknili vse medijsko ozadje, kaj oni pravijo na celotno dogajanje. Ja, tako je, oni so pač vsekakor tudi zgroženi, sem to prepričan. Govoril sem samo z gospodom Kolencem. On je rekel že ves čas, on ima že informacije negativne do tega društva že prej, kajti oni imajo zelo dobro, po njegovih, pač kot mi je on povedal, zelo dobro kvalitetno društvo, ki se ukvarja z mačkami v Izoli in to društvo je seveda skregano s tem društvom, s tem našim, ki imajo to zavetišče, ki ni edino, jih je ogromno društvo, je skregani z Andrejo in z njenim društvom in zdaj smo tudi ugotovili zakaj. On je rekel, da pač on se ne bo vmešaval, ker njemu je marsikaj jasno, ko je pa videl, da so lahko v 2 dneh spakirali stran tukaj, da bom na tak način rekel, kar 47 psov, ker oni so jih spakirali, oni jih niso nekako dali v rejo ali kakorkoli, nekaj so jih pač, sploh ne vem, kaj so naredili, mogoče so tudi njihovi, mogoče so jih enostavno vzeli domov, 47 psov, ne vem koliko, 70 mačk, tako naprej, v 2 dneh, prej so imeli pa tukaj toliko teh psov in mačk in mi smo to lepo plačevali z davkoplačevalskim denarjem, ker je to normalno, to je zavetišče, to ni neko njihovo igrišče. Išče Poljke Bošković, Andreje Bogataj ali podobno. Ampak naj povem še, Poljka Bošković, ona sploh za to društvo ni vedela. Poljka Bošković ni vedela, da sploh obstajajo. Ona Andreje sploh ni poznala. Ona je spoznala zdaj, ki se naredila največjo živalovarstvenico, pas je Ljubko, ampak dejstvo je, da na županskih volitvah lani, ob vprašanju tega istega društva vsem kandidatom, da
kaj pravijo na delovanje zavetišča in podobno, ne? Če vejo, kako deluje zavetišče, kje je zavetišče in tako naprej, je rekla, da ni bila nikoli gor in da psov ona, ima zelo slabe izkušnje s psi, ker jo je en ugriznil in se jih boji. Torej ni bila nikoli in tudi na pamet ni prišlo, da bi jih prišla sprehajati. Tako da zdaj pa je največja pasja ljubka v tej naši državi. In zdaj bo prišlo tisoče in tisoče, milijone in milijone ljudi iz celega sveta bo prišlo jutri na Titov trg podpirati Poljko Bošković. To je smešnica, največja na svetu. Pripričali so celo Il Piccolo, tako eno novinarko, ki res ljubi živali, v Trstu, da je Il Piccolo napisala en članek proti nam. Potem sem poklical, smo se dobili, sem povedal situacijo, pa pogledajte, kakšen prispevek je napisala naslednji dan. In mislim, da to je jasno, takrat, ker tisti večer, ko se je tukaj to dogajalo, ta primopredaja, je bilo več italijanskih tablic tukaj kot slovenskih. Jaz sem da v prepričevanju in malverzacijah je Poljko Bošković zelo dobra. To je splošno znano na vseh področjih. Najlepša hvala. Hvala. Zelo zanima, mislim, že v neki prijemnosti. Moraš biti res talent. Mislim, če gledaš, da smo lani porabili 20, predlani 20.000 evrov, za ta denar bi brez nobenega problema, ampak bi oni mogli sodelovati, oni mogli biti zdravi, da rabimo ta, rabimo ona, pardon. Oni enostavno niso hoteli ti mojo, da bi jaz bil tukaj prisoten, niso hoteli, ker ni bil interes, ker če bi jaz bil prisoten tukaj, seveda ne bi dovolil. Jaz sem pač bil enostavno prevarjal se. 4 plače delajo tle in imaš naprej živali čez in vse, ampak ker so imeli probleme z evidencami in z zakonom, pač niso uspeli zadostiti vsem zakonom, pisanim zahtevam, treba zavoditi nekaj kako zapiše, enostavno bi treba nujne pomoči. Da ni bilo. So urgentno prišli in jaz na njihovem mestu bil, super, sem se rešil papirja, še vedno imam plačo, naradi živali, čistim, da za jest, pil, sprehajam. Perfektno, več lepše. Mislim, lepše ne more biti. Nisem napravil s papirji. Ni bi to štost.